Lep pozdrav, drago moje šmarje, v jogi za celostno zdravje. In še nadaljujemo z vajami za medenično dno. In mislim, da smo v tem vsem času zelo dobro obdelali to področje. In če ste pridno izvajali ob petkih te vaje z mano, gotovo že čutite neke pozitivne spremembe. Vaje so res tako pomembne, da jih izvajamo čisto preventivno, kakor tudi kurativno. Se pravi, če že imate neke težave, vam bodo te vaje sigurno olajšale oziroma zmanjševale težave z inkontinenco. Samo pridno res jih izvajate čim večkrat na dan. Danes bi vam jaz pokazala vajo za medenično dno v položaju trebušnega hrbteničnega zasuka, ker bomo, se pravi, nekako ovili ta ledveni del hrbtenice in s tem bomo tudi zelo blagodejno vplivali na naš ledveni del, na ledveno hrbtenico in hkrati bomo izvajali vse te tri zadeve, Sahajoli mudro, Ašvini mudro in pa Mula Bandho. Zdaj, zakaj je pomemben ta hrbtenični zasuk? Ti hrbtenični zasuki so izjemni, zelo veliko jih izvajam v mojih skupinah, ker pride dobesedno, če si predstavljate, kakor da ožmemo, ko gremo mi v zasuk, kakor da ožmemo hrbtenico, kakor da jo ožmemo in vse te odpadle produkte iz medvrtenčnih diskov ožmemo oziroma odstranimo iz diska, ko jih nekaj časa zadržimo, in potem, ko jih sprostimo, si ti diski vpijejo sveže substance v svojo notranjost. Tako da imamo torej zopet dve stvari, blagodejno bomo vplivali na samo hrbtenico, na ledveni del, plus aktivacija medeničnega dna. In gremo kar že na hrbet. Se bomo ulegli kar na hrbet. Nogi, stopala bomo dali čisto skupaj, roki lahko date v odročenje in bomo šli vdih in z izdihom samo zasuk naprimer v desno smer najprej. Kolena naslonimo na podlago, gremo kar v maksimalni zasuk. Če ne pridete s koleni čisto do podlage, si lahko tudi podložite nekaj, če vam je tu bolj odvisno pač, koliko ste fleksibilni. Važno je, da nasprotna rama ne gre z vami, da poskušate ohraniti nasprotno ramo, se pravi levo ramo, čim bolj na podlagi. Ker malo zadržim ta položaj, da začutim, da se malo udomačim v samem položaju. Zdaj pa gremo koncentracija, ta sprednji uretralni del, gremo vdih v polna pljuča, vdih v polna pljuča in z izdihom minimalna, srednja, maksimalna aktivacija Sahajoli mudra, kako da nas tišči na majhno potrebo. In z vdihom prek 3 stopenj spustimo. In izdih, minimalna, srednja, maksimalna napetost tega uretralnega dela in z vdihom prek 3 stopenj spustimo. Pa še zadnjič, izdih, minimalna, srednja, maksimalna napetost tega uretralnega dela in z vdihom prek 3 stopenj spustimo. Koncentracija, analni del, Ašvini mudra, zopet vdih v polna pljuča, z izdihom minimalna, srednja, maksimalna napetost analnega dela in prek 3 stopenj spustimo. Pa spet vdih, izdih, minimalna, srednja, maksimalna napetost tega analnega dela in z vdihom sprostimo. Pa še zadnjič, izdih, minimalna, srednja, maksimalna napetost tega analnega dela in z vdihom popustimo. Gremo nazaj v center in bomo še samo Mula Bandho naredili v drugi smeri. Zopet vdih, stopala so čisto skupaj in grem izdih, rotacija. Zopet, če ne pridete čisto do podlage, kar spustite lepo, si lahko podložite kolena. Roki sta v odročenju. Zdaj imamo pri Mula Bandhi malo drugačno dihanje, to že vi tudi obvladate. In bomo šli, koncentracija na medenično dno in bomo naredili vdih v polna pljuča, zadržim dih ali kumbhaka in izvajam Mula Bandho. Fajn napnem medenično dno, držim dih
zadržujem mula bando in ko več ne morem zadržati diha, sprostim mula bando in temu sledi izdih. In vdih v polna pljuča, aktivacija mula bande, kumbhaka aktivacija, zadržim dih, aktivacija, držim dih, držim mula bando in počasi spustim in počasi popustim. Izdih. Pa še pan vdih v polna pljuča, kumbhaka zadržim, aktivacija, mula bande držim. In ko ne morem več zadržati, počasi sprostim kumbhako, sprostim mula bando. Ja? Grem nazaj, samo malo začutite, vedno ne smete si povzročati nekih bolečin, to že dobro veste, vedno začutiti, da vam vaja ustreza. Če tudi čutite blagodejni učinek v ledvenemu delu hrbtenice, so ti zasuki, trebušni zasuk definitivno za vas dober. In to bi bilo za danes vse. Lepo se imejte in se vidimo prav kmalu. Vse dobro.